Danes bi spregovoril o stališču poslanske skupine do tega, da vlada še ni predlagala zakona, ki ga zahteva 148. člen ustave. To je zakon, ki je vnesel v našo ustavo fiskalno pravilo oziroma to finančno uravnoteženost med prihodki in izdatki v naših proračunih in to brez zadolževanja. Maja lani smo poslanci naše poslanske skupine omogočili, da se je ta sprememba vnesla v ustavo. Konec maja je ta ustavni zakon bil uveljavljen in vlada bi morala v 6 mesecih predlagati poseben zakon, s katerim bi določila pravila, na kakšen način bi se lahko od tega načela uravnoteženosti odstopalo in v kakšnih časovnih rokih bi se potem ta odstopanja tudi usklajevala. Zdaj za ta zakon je potrebno soglasje 2/3 vseh poslancev, to se pravi 60 ali več. Vendar kljub temu, da smo tako kot ustavno spremembo fiskalnega pravila, tudi osnutek tega zakona pustili vladi Alenke Bratušek, ta vlada v tem roku, to se pravi do konca novembra lanskega leta, ni predlagala nobenega predloga tega zakona. Zdaj pomeni, da smo v neustavnem stanju. Zdaj posledica tega neustavnega stanja so tudi odločitve, ki se sprejemajo v teh časih, to se pravi ne samo, da proračun za leto 2015 ni bil pripravljen v skladu s tem pravilom, namreč to pravilo se začne prvič uporabljati pri pripravi proračuna za leto 2015, ampak posledica tega so tudi nekontrolirana, nebrzdana zadolževanja, ki se dogajajo v tem času po sprejemu in zapisu fiskalnega pravila v ustavo. Namreč vlada Alenke Bratušek se je v krajšem času kot enega leta zadolžila na mednarodnih trgih trikrat več oziroma za več, kot se je zadolžila Pahorjeva vlada v 3 letih. Kar pomeni, da je hitrost zadolževanja te vlade 3-krat višja od Pahorjeve vlade in že Pahorjeva vlada je bila tista v slovenski zgodovini, ki se je zadolžila v 3 letih več, kot se vlade pred njo skupaj. Skratka, očitno je, da gre za slabo delo vlade, ki ne uspe na noben način umiriti javne porabe. Kot veste, tudi bruto produkt se znižuje, smo ena redkih držav, ki je bruto produkt tako enormno padel in tudi ena redkih držav, ki ima izredno slabe napovedi. No, kljub temu na tem delu varčevanja oziroma omejevanja porabe ni bilo storjenega prav ničesar. Zdaj, da je problem nekako še hujši, moram ob tem opozoriti, da smo in da so poslanci postavili več poslanskih vprašanj, tako ustnih kot pisnih, vladi, predsednici vlade in ministru, da je problem zadolževanja ob obravnavi poročila Računskega sodišča obravnavala tudi Komisija za nadzor proračuna in javnih financ konec lanskega leta in na vsa ta vprašanja, na vse te probleme, ki so se odprli, smo dobili vedno neke meglene, vodene odgovore. Skratka, očitno je, da se na tem področju ni storilo prav nič. Zdaj, posledica neupoštevanja fiskalnega pravila in posledica neupoštevanja, potreb države, to se pravi, da lahko država porabi toliko, kolikor lahko ustvari, je, kot sem že prej omenil, ta enormna rast zadolževanja. Zdaj, če upoštevamo še banke, je tega primanjkljaja v proračunu približno 13% BDP-ja, ker je problem, da je veliko tega zadolževanja oziroma 3/4 tega zadolževanja opravljeno na tujih trgih, to se pravi, ne gre za interno zadolževanje znotraj države, ampak na tujih trgih
in od tega imajo od visokih obresti, ne, oziroma zaradi visokih donosov koristi samo tuji investitorji. To se pravi, gre za tudi na tem področju zadolževanja za nek sistem izčrpavanja države, ne, ker služijo ne domače banke, ampak tuje banke in tuji investitorji. Zdaj, ta problem zadolževanja predstavlja tudi velike težave, ne samo zato, ker ni investicij, ker se ne vzpostavlja ugodno poslovno okolje, ampak predstavlja ključen problem za mlade. Mlade generacije, ki prihajajo, bodo morale nositi ključne bremena razdolževanja, ne, oziroma plačevanja dolgov, in jaz mislim, da tega bremena ni moč amortizirati z nobeno mladinsko politiko, z nobenim programom ustvarjanja novih delovnih mest, zaposlovanja in tako naprej. Skratka, to breme, ki se nalaga pospešeno tako s Pahorjevo vlado, kot tudi z vlado Alenke Bratušek, je tako veliko, da ga z nobenimi ukrepi znotraj skoraj ne bo moč več sanirati. Zdaj, ob tem bi rad opozoril, no, da v poslanski skupini, to smo obravnavali danes, ne pristajamo več na nobeno odlaganje, kar zadeva predložitev tega zakona, ki bi uravnaval oziroma določal pravila tega zadolževanja mimo uravnoteženosti proračuna. Zato zahtevamo od vlade, da ta zakon predloži državnemu zboru do naslednjega torka. V primeru, da se to ne bo zgodilo, pa bo poslanska skupina vložila obtožbo predsednice vlade in ministrov v državnem zboru, ker mi si zamud pri izvajanju ustave ne moremo dopustiti in tudi ne moremo več tolerirati tega neustavnega stanja, ki se je zgodilo ob tem, da vlada ni niti predložila, kaj šele, da bi državni zbor sprejel ta zakon. Vlada je dobila, kot sem že v uvodu omenil, osnutek zakona, ima 50 ali več poslancev v državnem zboru in jaz mislim, da bi morala v najkrajšem času opraviti ta minimalni napor, da se ta zakon, ki bi uravnaval zadolževanje v izjemnih primerih, sprejme. Za normalno delo vlade, za normalno delo funkcioniranja proračuna in države pač mora biti proračun uravnotežen brez zadolževanja in te pogoje pač mora vlada tudi izpolniti. Hvala lepa. Omenili ste obtožbo. Mislim, to bi nas poznal na parlamentarne procedure. Kaj v bistvu konkretno pomeni to obtožba, da ste rekel, da boste odložili obtožbo v državnem zboru? Kaj je v bistvu posledice lahko? Ja, sej, to je določba ustave. 119. člen ustave govori o obtožbi predsednika ali predsednice vlade in ministrov v primeru, ko ta ne spoštuje ustavnih določb. In takrat, ko smo sprejemali ustavni zakon, je bilo v drugem razdelku določeno, da mora vlada v 6 mesecih predložiti zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino in ta zakon odloča oziroma ureja ta možno odstopanje in način, bom rekel, poračunavanja teh razmik. Tega zakona ni. To se pravi, da je v tem primeru prišlo do kršenja ustave, ustavne določbe in poslanci smo se odločili, da bomo zaradi tega tudi vložili obtožbo. Posledice so potem se nadaljuje na sodišču? Ja, seveda, državni zbor bo to točko obravnaval. Zdaj, če bo sprejeta, potem gre to na ustavno sodišče in ustavno sodišče potem odloča o tem, ali je do tega prišlo ali ne. Jaz računam, da je zadeva zelo nedvoumna, da kakšnih velikih pomislekov ali zadržkov tudi pri koaliciji ne bi smelo biti. Ne. Računam, bodo pa najbrž politično ravnali. Drugače vsebinsko ni nobenih omejitev oziroma ovir. Bi še potem vprašal, Slovenija mora letošnje leto 5 milijard
nameniti samo za vračilo dolgov, kako tem po vaše račun zadolževanje to rešiti? Glejte, možnosti je več. Ne? Najprej bi bilo potrebno narediti vse, ne, kar obremenjuje proračun in ni neobhodno potrebno. Tu imamo lahko ukrepe na področju rezanja privilegijev, ne, nekateri dobijo kljub temu, da je država v težavah, nekateri celo po zakonu 2 pokojnini skoraj, ne, druge privilegije. Mislim, da je potrebno in bi bilo potrebno slediti ukrepom prejšnje vlade, Janševe vlade, ki je zastavila celo vrsto racionalizacij na tem področju. Tudi mnogi, ne, tudi finančniki, poznavalci finančnih trgov in tudi proračuna opozarjajo na to, da se vlada Alenke Bratušek prekomerno zadolžuje na zalogo. To se pravi, da niso bile vse zadolžitve opravljene racionalno, z namenom in pa seveda tudi ne po primernih obrestnih merah. In pa obstajajo tudi drugi inštrumenti, ki jih predvideva recimo ta bom rekel EU mreža, to se pravi, lahko zaprosimo za pomoč, ne, lahko za trojko in pogoji iz tega paketa so bistveno nižji in blažji, kar zadeva izpolnjevanje posledic zadolževanja, kot v primeru, da gre to na zadolževanje na prostem trgu. Mislim, da bi vse te inštrumente vlada morala izkoristiti, pravzaprav nobenega racionalnega razloga ni, da izberemo vedno trenutek, ko se lahko zadolžimo po najvišji dnevni ceni. In na način, ki bo bremenil z velikimi stroški, predvsem prihodne generacije. Mi, kot vidite, lahko morda opravimo še kakšno zadolžitev. V naslednjem turnusu bomo prišli praktično na 100% BDP-ja. To se pravi, da se bo ta problem obresti samo še bistveno dvignil, ob tem, da vlada ni uporabila nobenega orodja in nobenih ukrepov, s katerimi bi kot odgovoren upravljalec države, javnih financ, morala odreagirati. Prej ste omenili obtožbo, kaj sploh dejansko v opoziciji ostane, da zaustavi to divje zadolževanje? Kaj sploh lahko stori? Opozicija je opozicija zato, ne, da na probleme opozarja. Opozicija nima praktično skoraj nikoli možnosti, da odloči v tej državi, razen če se izmed koalicijskih strank kakšna ne odloči za to, da bo predlagala, spremenila svoje stališče in podprla predlog opozicije. Ampak mi smo se v poslanski odločili, da bomo storili vse, ne, in uporabili vsa parlamentarna orodja, ki nam jih omogočata ustava in poslovnik državnega zbora. In jaz mislim, da je naša odgovornost, da v primeru, da vlada tega zakona ne predloži, uporabimo tudi to orodje. Koliko realno mislite, da je možnosti za uspeh te ustavne tožbe? Glede na razmerje političnih sil. Ustavna obtožba, kot sem prej obrazložil, ne stoji na čvrstih temeljih, to se pravi, povsem nedvoumno je, da je določilo ustave kršeno. Pričakovali bi, ne, da se določila ustave spoštujejo. V primeru, da pa koalicija tega predloga ne bo podprla, pa lahko to pomeni, da gre samo za nadaljevanje prakse, kajti tudi v nekaterih drugih primerih je koalicija v primeru odkritih kršitev, ne, posameznih ministrov, ki smo jih očitali ob interpelacijah ali še kje druge, dala glavo v pesek in ohranila mandate. To se pravi, če tega koalicija ne bo podprla, gre za sistemsko vzdrževanje neustavnega in tudi v primer, ki smo jih preomenil, nezakonitega stanja na teh področjih. To pa je slabo za državo, ne, ker pravni red očitno potem ne bo več veljal.